Srbi hočejo sve in smrt Hrvatom in Slovencem. Tako so Nemci imenovali novo nastalo kraljevino SAS v propagandnem letaku, naslovljenim slovenskim vojakom. Nemška propaganda po prvi svetovni vojni se je ostro osredotočila na srbsko željo po oblasti ter oddaljenost Ljubljane od resničnega stanja. In tu je zgolj eden od primerov. Načelo ljubljanske vlade je: Slovenec še ni zrel za republiko, srbske batine mu bodo že vteple v glavo, da je Peter naš kralj in vladar. Fantje, čemu se še vedno borimo? Ker to hočejo ljubljanski odvetniki in dobičkari, ki so v vojni menda še premalo zaslužili in naj bi zdaj za te vampe še mi svojo kri prelili. Mi smo te tepce lepo ubogali, oni pa so zasedali ministerske stolčke v Ljubljani, pred vojno pa so nas prodajali Nemcem. Zdaj smo pa tam, da se po naših deželah šopirajo srbski brati. Srb je na vodilnih mestih v Ljubljani, Srb na Hrvaškem in kjerkoli se mu zljubi. Nas Slovence pa v Beogradu sovražijo in če hoče Slovenec kakšno javno službo imeti, mora znati srbsko. Ljudstvo je iz dneva v dan bolj ogorčeno nad Srbi in razmere so tako žalostne, da se marsikdo vpraša, ali bi bilo morda bolje pod tako imenovanim nemškim jarmom, kakor pod srbskim. Čemu silimo Korošče k nam pod srbsko vlado, če nas in Srbov ne marajo? Politiki v Ljubljani pa naj sami primejo za orožje in gredo na fronto, ne pa da po Ljubljani čvekajo in slovenske kmečke sinove pošiljajo v klavnico.